Draga cerkev, bratja in sestre, vsi prisrčno pozdravljeni v imenu vsemogočnega Boga to bingošno nedeljo. Bingošna nedelja, ko se spominjamo prihoda, izpolnitev obljube Svetega Duha. Bingošna nedelja, ki nam je dana na razpolago, da doživljamo moč in delovanje Svetega Duha tudi danes. Zato odprimo naša srca, slavimo našega Gospoda skozi slavljenje in čaščenje in dovolimo, naj Sveti Duh deluje in obilno blagoslovi to bingošno nedeljo. Hvala vsem, ki nas poslušate, želimo vam čudovito bingošno bogoslužje. Nič bolj vredno ni, da primerjalo bi lahko se s teboj, naše upanje si. Bog z nami si. Okusil sladkost te ljubezni sem že, ki srce osveži, moja krivda zbledi. Ko z nami si. Sveti Duh, tu dobrodošel si, preplavi prostor, nas napolniti, da v slavi prideš, srca čakajo, da prevzameš, Bog, nas s prisotnostjo. Bolj vredno ni, da primerjalo bi lahko se s teboj, naše upanje si. Bog z nami si. Okusil sladkost te ljubezni sem že, ki srce osveži, moja krivda zbledi. Ko z nami si. Sveti Duh, tu dobrodošel si, preplavi prostor, nas napolniti, da v slavi prideš, srca čakajo, da prevzameš, Bog, nas s prisotnostjo. Sveti Duh, tu dobrodošel si, preplavi prostor, nas napolniti, da v slavi prideš, srca čakajo, da prevzameš, Bog, nas s prisotnostjo.
Zovemo naj tvoje bolj se bližine. Iskusimo naj slavo tvoje se dobrote. Zovemo naj tvoje bolj se bližine. Iskusimo naj slavo tvoje se dobrote. Zovemo naj tvoje bolj se bližine. Iskusimo naj slavo tvoje se dobrote. Zovemo naj tvoje bolj se bližine. Iskusimo naj slavo tvoje se dobrote. Sveti Duh, tu dobrodošel si. Preplavi prostor nas napolniti. Da v slavi prideš, srca čakajo. Da prevzameš, Bog, nas prisotnostjo. Danes je binkoštna nedelja. Poglejmo v Sveto pismo, kaj nam govori o binkoštnih dogodkih. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Kaj se je zgodilo na binkošti v življenju vseh, ki so čakali Jezusovo obljubo? Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Danes lahko gledamo umetniške slike, freske v cerkvah, kako so bili učenci zbrani in kako so nad njihovimi glavami ognjeni jeziki. Toda zgodilo se je mnogo več v njihovih življenjih. Prišla je moč Svetega Duha. Jezus jih je krstil v Svetem Duhu. Bili so tako polni Svetega Duha, da so začeli oznanjati velika božja dela in slaviti Boga. Mnogi so strmeli in se čudili, ko so jih slišali, kako oznanjajo velika božja dela. Sveti Duh je bil izlit za aktivno delovanje na zemlji v naših življenjih. Polnina Svetega Duha se je spustila, ker je Bog tako hotel. Sveti Duh je po eni strani prišel v religiozni svet Izraela in na drugi strani v poganski svet malikovanja različnih idolov, s katerimi so ljudje bili duhovno zvezani. Sveti Duh je nadaljeval Jezusovo delo. Duh Gospoda je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Ljudje smo brez Svetega Duha duhovno nemočni in zavedeni. Hitro gremo svojo pot in si napravimo neke svoje bogove malike, ki jih začnemo častiti in prosimo za pomoč, v katerih pa ni moči. Pavel uči, da je to lahko darovano demonom ali čaščenje malikov je velikokrat lahko povezano z čaščenjem
hudiča namesto Boga. Kaj se zgodi, ko deluje moč Svetega Duha? Ljudje sprejmejo Jezusa za svojega odrešenika. Zagotovo torej naj ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: spreobrnite se. Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod naš Bog. Prepričeval jih še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in govoril: rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti in tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. Ljudje se spreobrnejo, obrnejo nazaj k Bogu, ko deluje Sveti Duh. Tako je nastala prva cerkev. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo apostola Petra, so se dali krstiti in tega dne se jim je pridružilo 3000 ljudi. Vidimo, tisti, ki so sprejeli vero, so se dali krstiti. Kakšno vero so sprejeli? Kaj so verovali? Začeli so verovati v Jezusa. To, kar so slišali o njem. To, kar je Jezus storil za naše grehe. Sprejeli so ga za svojega odrešenika. Lahko pripadaš katerikoli cerkvi, tudi če ne veš, kdo je Jezus, potem ne vem, komu veruješ, komu služiš, kakšno cerkev obiskuješ. Mi potrebujemo Jezusa kot svojega osebnega zveličarja. On grehe odpušča vsakemu, ki ga prosi za odpuščanje in daje novo življenje v moči Svetega Duha. Vsak izmed vas naj se v imenu Jezusa Kristusa da krstiti, pravi Peter, za odpuščanje svojih grehov in potem nadaljuje: in prejeli boste dar Svetega Duha. Adam in Eva sta predala oblast hudiču, bolj sta verovala vanj kakor Bogu. Jezus je jasno povedal, kdo je hudič. On je ta, ki krade, kolje in uničuje. Mnogi se posmehujejo obstoju hudiča. Povem vam, njega ni težko dokazati. Poglejmo okrog sebe ali pa celo svoje življenje, kaj vse je uničeno. Jezus je uničil hudičeva dela. Jezus je poslal Svetega Duha, da imamo moč in oblast in da lahko v Jezusovem imenu zmagujemo in živimo zmagovalno krščansko življenje. Hudič je uničil odnos med Bogom in človekom. Vsak dan lahko gledamo posledice, koliko uničenih odnosov. Par se zaljubi, čez nekaj časa pa je pripravljen uničiti drug drugega. Da obstaja zmaga. Božji sin se je razdel prav zato, da bi uničil hudičeva dela, pravi apostol Janez. In prav zaradi tega je Jezus poslal Svetega Duha. In poglejmo nadalje, kaj se je še zgodilo na Binkošti. Bili so stanovitni v nauku apostoljev in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Dan za dnem
so se enodušno zbirali. Odnosi so se urejali. Pogrešali so drug drugega. Zato so se zbirali skupaj. Spoznavali so nauk apostolov. Spominjali so se ostalega Jezusa, ki je umrl na križ za njihove grehe. Med njimi je vladalo veliko veselje, življenje. Bog nas ni zapustil samih. Jezus je obljubil, ne bom vam zapustil sirot. Seveda, imamo odgovornost. Ali obstaja naša odgovornost? Mogoče krivimo Adama in Evo, kaj sta storila, da imamo danes toliko težav. Mi imamo danes isto odgovornost. Ali želimo zaupati Bogu, se ponižati in priznati, da rabimo njegovo pomoč, odrešenje, moč Svetega Duha. Želiš biti ali želimo biti odgovorni? Sprejmimo odgovornost. Odločimo se, da želimo zaupati Bogu, da želimo spoznati njega, njegovo moč in sprejeti Svetega Duha v naše življenje. Jezus je vse storil in nam ponuja in nas sprašuje na to binkoštno nedeljo, ali smo žejni, ali kakor je sam Jezus povedal, na zadnji velik dan praznika je Jezus stal in zaklical: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je reke o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli verovan. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan. Za zaključek preberimo odlomek, ko so pogani, Kornelij, v njegovem domu sprejeli Svetega Duha. V apostolskih delih, 10. poglavju, najprej od 38 do 40. vrste beremo: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazil s Svetim Duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. In potem beremo naprej v apostolskih delih od 44. do 46. vrste. Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo. Verniki so breze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da dar Svetega Duha se razliva tudi na pogane. Slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Peter je govoril v Kornelijevi hiši vsem o Jezusu, kaj je storil za njih. In ko tako govori, da Jezus odpušča grehe, naenkrat beremo, je prišel Sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo. Celo Judje so se čudili, da je Sveti Duh izlit tudi na pogane, saj so jih slišali govoriti z darom jezikov in kako poveličujejo Boga. To binkoštno nedeljo poslušamo Božjo besedo, kako se je izpolnila obljuba o Svetem Duhu. Prav zdaj, ko poslušamo Božjo besedo, preko spleta lahko prejmeš
Svetega Duha. Želiš verovati v Jezusa, ga sprejeti za svojega odrešenika, se pokesati za svoje grehe in prejeti moč Svetega Duha? Prav zdaj, skozi molitev, lahko odpreš svoje srce, kajti Jezus te ljubi, odpušča greh in te želi dati moč Svetega Duha za eno novo zmagovalno življenje. Ali pa mogoče potrebuješ ta izvir Svetega Duha, ki je že v tebi, da začne ponovno teči, ta svežina, moč, ki si jo mogoče pred leti prejel, da ponovno začutiš moč in delovanje Svetega Duha. Prav tako lahko zdaj v molitvi prideš ali vsi skupaj se združimo, da Sveti Duh deluje, kot je deloval na Binkošti. Molimo. Jezus, hvala ti, da se je izpolnila tvoja obljuba. In hvala ti, da je tvoja obljuba, moč Svetega Duha, dana na razpolago prav zdaj, še vsakemu, ki živimo tukaj. Jaz te prosim za vsakega, ki svoje srce prav zdaj odpira in je moče skozi poslušanje besede sprejel in se pokasal za svoje grehe, tebe kot zveličenega odrešenika. Prosim te za vse, ki smo moče pred leti že doživeli polnino moč Svetega Duha, ali nekje v našem življenju je ta izvir moči izgubil moč, izgubil vpliv na naše življenje. Sveti Duh, prav zdaj te prosim, naj tvoja moč, ta izvir, deluje v vsakem srcu na to Binkoštno nedeljo, da se ne bomo samo spominjali, govorili o prihodu Svetega Duha, ampak doživljali moč, spremembo in zmago v našem življenju. Jezus, to te prosimo, v tvojem imenu, da to ti izpolnjuj v Svetem Duhu. Tiste, ki še niso in hrepenijo po krstu v Svetem Duhu. Jezus, ti krsti v Svetem Duhu, prav zdaj. Sveti Duh je tukaj in želi delovati. Amen. Moče zdaj, ko si molil, nisi nič doživel. Svetujem ti, moli naprej. Naj hrepenenje, želja po delovanju Svetega Duha raste naprej. Dokler naprejmeš moči, dokler Jezus popolnoma ne spremeni tvoje življenje in ti da novo moč. Amen. Želim vam blagoslovljeno Binkoštno nedeljo, Binkoštne praznike.